Spoštovani, spoštovane, dober dan, dobro večer, dobro jutro, kdo gledate in poslušate na poti na delo v šolo ali na rekreaciji. Spet sem z vami, podcast gre za tek 248. epizoda. Danes bo na sporedu oddaja o prehrani, oziroma oddaja o knjigi, oziroma oddaja o knjigi o prehrani, ampak ne samo to, še precej več. Pridem z odličnim gostom, secirava svežo prehransko Biblijo na trgu. Ja, reče se je optimalna prehrana, še novice, zahvale, omembe in vabila. Današnjo epizodo sponzorira Jim Beam. Jim Beam je ena od vodilnih blagovnih znamk specializiranih za športno prehrano, prehranska dopolnila, zdravo hrano, športna oblačila ter športno opremo. Jimbeam.si. Poglejte si sami, njihova misija je podpreti ljudi pri bolj zdravem in aktivnem načinu življenja. Za enega od vas so na Jim Beam pripravili poseben paket 3 izdelkov po vaši izbiri, ampak v tem čisto malo kasneje. Zahvale, dragi sledilci, poslušalci, gledalci, gledalke. Podcast sredi 5. sezone dobiva vedno novo občinstvo in veseli me, da me spodbujate, da v naslednje pol leta, ko zaključimo to sezono, uvedem še kako svežo novost, preskusim kak nov koncept. Meni v veselje, vam pa seveda v zabavo, za odlične goste in gostje se pa ni bati, ker jih je še obilo. Hvala tudi donatorjem. Ta teden moj poseben poklon Dejanu in Primožu, ki sta mi izdatno pomagala osvežiti neke te dotrajane opreme, s katero produciram tale podcast. Hvala še enkrat. Nore stvari so se dogajale pretekli vikend na tekaški sceni, jih moram par omeniti. Najprej Žan Žepič na Istra 100, zmagovalec 100-kilometrske preizkušnje. Žan Žepič, gorenjski matador, na koncu je skupaj 111 km in 4200 višincev zaključil na absolutnem prvem mestu, za kar je potreboval, pazite, zdaj to, manj kot 10 ur. Neverjetno. Čas bo za iti med profije, Žan. Na 100 milki je bil najboljši Slovenec, moj cenjeni gost iz prejšnje epizode, 6. mesto absolutno in samo 22-urni drobiž za Boštjana Rjavška Belija. Beli izjemno. Čestitke. Atletska novica tedna je bronasta medalja Klare Lukan na Evropskem prvenstvu v cestnem teku v Bruslju. Poleg maratonske razdalje, ker nismo imeli elitnih predstavnikov, sta v polmaratonu nastopila Liza Šajn in Jakob Medved, oba odlično. Na 10 pa je ena izmed favoritin Klara Lukan upravičila ta sloves in zaostala samo za večno tekmico Nadjo Badokleti, ki je postala prvakinja, in Nemko Dietrich. 31:26 je Klarin končni čas, izjemen dosežek in letošnja sezona na prostem bo sedaj še bolj zanimiva. Čestitke vsem. Kaj se je godilo v domačih logih, vas tudi zanima. Ja. Istrski maraton je bil dogodek pretekle nedelje. Ja. Na obali, ker se je teden predtem dogodilo državno prvenstvo na 100 km in 24 ur, mimo grede, državni prvak je postal Marko Tomažin, državna prvakinja Alenka Pavc na 100 km na 24 ur sta slavila Boris Sušelj in Andreja Senko. No, na obalnih ulicah, tokrat s ciljem in štartom v Ankaranu, pa je bil 11. istrski maraton. Na sporedu številčno udeležbo omenim samo najboljše na najdaljši razdalji. Tokrat je na maratonski preizkušnji zmagal tujec, Nemec Matijas Kloker, pred Simonom Navodnikom in Juretom Orehkom, ki je tu že zmagoval. Pri ženskah je zmagala kdo drug kot Jasmina Kozina Praprotnik, izjemnih 3:05. Dan predtem Savinjska dolina, Savinjski K6 trail, spet z rekordno udeležbo, 27-kilometrski trasi je slavil z novim rekordom Marko Tratnik, pri ženskah pa je zmagala Barbara Jolič. Bravo, bravo, v Kranju
se je na stadionu dogajal stadionski tek, eden redkih tekov, sploh, ker se rekreativci lahko pomerijo na stezi. Imeli smo 5 in 10 km razdaljo, povsod pa smo videli super rezultate. Na petki je tako recimo Klemen Šuligoj dobil dirko s 16:19 in postavil nov rekord tekmovanja na tej razdalji. Na desetki je bil izjemen Anže Roblek z 32:30, je za 12 sekund prehitev Janeza Muleja, oba sta tekla izvrstno na tej stezi, kjer se je dogajalo državno prvenstvo pred nekaj tedni. Ja, bi bila tudi ona dva v tisti konkurenci zelo, zelo konkurenčna. Kaj nas čaka v prihodnjih tednih? Ja, velikonočni vikend nima veliko tekaških preizkušenj, bomo pa napeto spremljali tudi v živo maraton v Bostonu, 129. po vrsti, drugi Majors letos, teden zatem je maraton v Londonu, tudi tam je maraton Major, pa na naših tleh spet festival trail teka, Ultra Trail Vipava Valley, na razdaljah do 100 mil bo večina tudi slovenskih najboljših trailašev brusila pete in še kaj, tako vabljeni na progo, ob progo ali pa samo pri prisluhu tega podcasta, pa boste izvedeli vse. Zdaj že na začetku sem omenil sponzorja te oddaje, Jim Beam. Zakaj je Jim Beam sponzor, se sprašujete? Zato, ker je par dni nazaj poštar pozvonil na mojih vratih in dostavil malo večjo škatlo, cel paket, tako, Jim Beam. Kaj pa me je čakalo notri, se sprašujete? Ja, cel kup uporabnih stvari za tekača, kot sem jaz, ki bi lahko počel še kaj drugega. Zdaj ob tem pa vam predstavim recimo vsebino te škatle in vas morda navdušim za kakšnega od izdelkov. Notri je bil tekaški nahrbtnik, trail nahrbtnik z mehom, ja, dvolitrskim Jim Beam trail nahrbtnik, evo, tako, tu sem preskrbljen. Če bom zašel v telovadnico, imam shaker oziroma bidon z mešalko, zato da si lahko zmešam proteinski napitek ali pa bidonček za na kolo ali pa za nahrbtnik dodatno, če bom vzel elektrolite s sabo. Kaj je bilo še notri? Ja, cel kup prehranskih dodatkov oziroma prehranskih artiklov, ki so nujno potrebni, ne samo pri športniku, pač pa pri sleherniku. To nam bo povedal kasneje tudi moj gost, Jim Beam Anabolic QE, ja, sirotka v prahu z okusom čokolade, za vse, ki želite kvalitetne proteine uživati na dnevni bazi, ali pa z okusom vanilije, malo večja pakunga, ja, 2,5 kilograma beljakovin z okusom vanilije. Ja, omenjene sirotkine beljakovine imajo tudi dodatek kreatina, pa esencialnih aminokislin, vključno z BCAA, polnovredne beljakovine za ohranjanje vaše mišične mase, pa tudi rasti nove. Kaj pa ne izmešam v svoj bidonček? Ja, Furite, takole napitek, ionski napitek za športnike, ki telesu zagotavlja energijo, vitamine in ključne elektrolite. Ja, not so vitamini A, B, C, D, E in tako naprej. Notri imamo natrij, kalij in vse tisto, kar telo potrebuje, da ne dehidrira, hkrati pa podaljša vzdržljivost med telesno dejavnostjo, posebej pri vzdržljivostnih športih, in ustrezno hidrira telo. Zdaj boste rekli, kaj pa za prigrizniti. Tudi rabimo, seveda, pri Jim Beamu so poskrbeli tudi za to. Dobil sem 2 škatli, kar 2 okusov Recharge energijskih gelov, ta je z okusom maline, imam še enega z okusom jabolka, vsak ima 75 gramov vsebine, od tega več kot polovico ogljikovih hidratov. Dobra doza tudi za malo daljše podvige. Če bi raje kaj prigriznili, Jim Beam ASAP Raw Bar, evo tablica, brez dodanih sladkorjev, brez glutena, tudi veganska, piše, da je, prav tako z skoraj 30 grami ogljikovih hidratov, pa z ostalimi dodatki za malo večji obrok. Moj Move, protein, flapjack, ja, čokoladica, ki vsebuje kar 370 kalorij, od maščobe, beljakovine, ogljikove hidrate,
za na pot, ja, ali pa za na ultra trail. Če so vam všeč šumenke, imamo magnezijev čelat plus B6, imamo hidrat plus. Jaz se rad uporabljam šumenke, izmešam jih z vodo, pa to popijem, lažje spravim dol, malo več tekočine, takrat, ko jo rabim. Na glavi imam Jim Beam trak, da si ne spotim, če ga hočete izgledati tako, kot jaz, ali pa kak karate kit. Športna prehrana, zdrava prehrana, oblačila, prehranski dodatki, oprema za natek, oprema za trail, oprema za telovadnico in trenutno na gymbeam.si tudi spomladanska razprodaja, še razlog več, ja, da poklikate tja, da se preklikate tja, ja, in morda odločite kakšen prehranski dodatek ali pa kakšno drugo stvar, ki vam je všeč. Zakaj vam to govorim? Ja, zato, ker bo Jim Beam enemu izmed vas, ki bo komentar na katerem koli omrežju, naj si bo na YouTubeu, na Facebooku, na Instagramu, na TikToku, na vse zadnje, napisal tri izdelke, ki so vam všeč. Ja, spletne strani gymbeam.si, ja, pa sem jih jaz danes tule pokazal, ali pa jih morda nisem, pa so vam všeč, tri izdelke napišite v komentar, ja, in eden izmed vas bo izžreban in te tri izdelke bo dobil na dom. Ja, morda ne samo enega, ali pa kar celo škatlo, ja, kot sem jaz dobil, celo škatlo gelov, ki jih do zdaj nisem veliko konzumiral, ampak ker imam letos še kakšen plan, kaj za narediti, kaj za odteč, bodo najbrž prišli prav. Zdaj pa k temi tega tedna, optimalni prehrani, še prej vzamem knjigo v roke, išla je najnovejša številka revije Tekač.si, 59. po vrsti, izvrstni intervjuji, članki, potopisi, recenzije, testi, ni da ni. Predstavljamo bolj podrobno čez 2 tedna v jubilejni 250. vdaji z Boštjanom Svetetom. Seveda, če bodo takrat še kakšna ostala, tam zunaj menda, tokrat zelo hitro gredo. Tako da zagotovite si svojo na vaši pošti, na vašem Petrolu, morda v nakupovalnem centru, Tekač.si, tokrat kar 100 strani odličnih vsebin. Ko boste zaključili s tole epizodo, si boste tudi vi naročili svoj izvod knjige Optimalna prehrana, ključ do zdravja in vrhunske zmogljivosti. Danes sem v goste povabil koga drugega kot enega od avtorjev te izvrstne knjige. Medtem ko sem že gostil Leona Bedrača in Matjaža Macuha, nekoč bom tudi Marja Sambolca, sem za teme okrog prehrane, zdravja, kardiovaskularnih tveganj, metabolnih posebnosti in tako naprej povabil posebnega gosta, starega znanca, v podcastu pa še ni bil. Z mano je iz feelgood.si Nenad Kojić. V dobi mitov, dietnih trendov in zavajajočih informacij optimalna prehrana postavlja temelje za razumljivo, praktično in učinkovito prehransko strategijo, ki temelji na znanju, ne v gibanjih. Zato je v poplavi nasprotujočih si informacij knjiga Optimalna prehrana ključni vir za vse, ki želijo poglobljeno razumeti, kako hrana vpliva na naše telo in na naše zdravje, seveda. Namesto hitrih rešitev in površnih nasvetov ponuja znanstveno podprto razlago, ki omogoča informirane odločitve o prehrani. Tale uvod sem naredil zato, ker v roki držim še topel, skuhan in pečen izvod knjige Optimalna prehrana, katere 4 avtorji so po vrsti našteti tule: Leon Bedrač, Marjo Sambolec in Matjaž Macuh, 4. sem pa zvlekel pred mikrofon. Nenad Kojić, živijo. Živijo, Marko. Kako si kaj? A si danes že športov? Moja telesna dejavnost v zadnjem obdobju ni na nivoju, kot bi si želel in kot bi bilo optimalno. Danes nisem še šport, razen če šteješ, da sem pelal na sprehod, ki trenutno hoče sodelovati malo pri podcastu. Tako da, to je moja dnevna, mislim, dobim noter nekaj, kar me pač pelje na sprehod. Drugače pa bom mogel to malo popraviti v naslednjem obdobju, kak trening več na teden. Zato danes bova govorila o optimalnem treningu in gibanju, govorila bova o optimalni prehrani. Tukaj pa sva oba 100%, če pri gibanju pač nisva. Ja, prosim. Odvisno kako definiraš to 100%. Komentarjev na to temo ne sprejemava. Zakaj Nenada Kojića? Kdo je Nenad Kojić? Ja, tisti, ki ste spremljali Feel Good ekipo, veste, kdo je. Tisti, ki ste kadarkoli kakšno podcast platformo odprli, pa vam ven skočil #1
slovenski prehranski podcast Znanost dobrega počutja, ste ga že slišali, zdaj ga boste še videli. Ni samo pameten in elokventen, je tudi lep. Pa je prvi slovenski nutricionist z mednarodno priznano kvalifikacijo MNUTR. Kaj to je, prosim, Neand, razloži nam. Kje če zdaj to začeti? Na kratko, prosim. Ja. Je britanska kvalifikacija, ki ima akademsko akreditacijo, pač level 5 je neka njihova tam. Takrat, že zelo dolgo nazaj, ko sva, jaz in Marijo so v bistvu prva Slovenca, ki sva opravila to, takrat še ni bil akreditiran program, tako da zdaj pred par leti, ko so od britanskega ministrstva za izobraževanje dobili vse potrebne papirje, da se uredi tudi to, da lahko imaš na koncu črke, je bilo potrebno narediti pol še ta nek bridging program, torej mogo si znova stvari nekaj odpisati in v resnici je bilo lažje zdaj, kaj prejšnjič. To je smešno, ne? Da takrat, ko MNU se drugače reče organizaciji, ki izdaja ta certifikat. Oni imajo neke svoje standarde, ki so višji od unih, ki so pač uradni standardi, da lahko nekaj akademsko akreditiraš, ne? Oziroma pač, ki jih zahteva ministrstvo. In takrat smo imeli tudi neke case studije in 3 različne izpite je bilo treba odpisati v teh nadzorovanih pogojih in tako naprej. No, zdaj na koncu za ta bridging program je bil test za označiti stvari, in pol vprašanja, esejska vprašanja so bila. Ni bilo nobenih case studijev in nič drugega. Tako da, to je zanimivo, da v resnici pol zato, da si lahko dodaš te pač črke, whatever, ali pa če hočeš imeti nekaj, kar je kao akademsko akreditirano, na koncu moraš opraviti lažji izpit, ko si ga opravil prej. Se spet zastrigali z ušesi vsi bodoči prehranski svetovalci v Sloveniji. To bomo šli pa poklikati, pa napisati, no, počakajte malo, moče pa ne bo tako lahko, magisterij si že opravil kot prehranski guru. Zdaj, vidiš, rekel si, da se bo o knjige pogovarjala, pa kar ustrajno. Moramo predstaviti seveda enega od ključnih avtorjev, pa tako zanimiv si, da ja. Nisem naredil. Nisem dokončal magisterija, naredil sem predmete, nisem napisal magistrske in nikoli ne nameravam napisati, nikoli ne bom in ne bom imel tega naziva nič, če mi ga hočejo usiliti in če mi ga plačajo. Zato sem pa to vprašal, ker sem hotel ta odgovor. Ja. Drugače jaz ful uživam v tem nekem statusu, razumeš, underdoga, ker priješ nekam, pa te noben ne pozna, pa kaj je tam, da se izpohnija, nobenega nadziva nima pojma, ne? Ja, pač to mi je všečno. Všeč mi je, kad me ljudje podcenjujejo. Ne moram ti opisati, koliko bolj fajn mi je to, kakor da bi prišel tja in so tam neke črke in tako, ker eden izmed to neke ima črke. Zelo lepo si to povedal, v dobi, pa čuden se bo to slišal, mogoče podcenjujoče, ampak vse splošnega influencerstva in predstavljanja kvalifikacij, know-howa na vse možne načine, mogoče to pretirano je fajn slišati, da mogoče včasih, če si mačken malo bolj ponižen, pa brez kakšnih svetlečih značk, tisti, ki se dokazuješ bolj svojim delom, pa terensko uspešnostjo, več pomeni, če te podcenjujejo včasih boljš, kot če te precenjujejo, sicer pa Nenad je, veste, poznate ga, komunikator prehranske znanosti na vse možne načine, pa specialist, predvsem za presnovno srčno-žilno zdravje, pa izgubo telesne maščobe, pa ni predava, na licenčnih izobraževanjih je bil nosilec predmetov, pa bil je vodja, mentor projektov, pa to, da piše, že veste, prej mi je povedal, prej sem začel snemati, da je enkrat delal 40 ur zapored. Ja. Ne govori tega. Ne poskušajte tega doma, to sem dal, ten sem disclaimer, tako da tega ne počenjati. Nošo hrbet, Marko. Ne bom, zadnjič sem bil na tekaški prireditvi, ki je trajala 24 ur, zdaj bo ena, ki bo trajala 48 ur, če je to, da to terja pač posebno človeka s posebnim duševnim profilom tudi za delo v 40 urah. Še posebnega, in zato sem te poklical sem, da boš v knjigi, ki ste 4 cenjeni avtorji napisali, doktorja Bedrača sem že gostil, pa magistra Macuha tudi, enkrat čaka me še šef Sambolec, ampak prej pa seveda cenjeni kolega, s katerim se poznava že iz paleo časov, vse vem, da vi tam mladi tega ne veste, ampak pogooglejte, kaj to bilo, pa low carb in tako naprej. Spremljamo tvoje delo, Nenad, in ta knjiga je šla morda kot naročena zdaj za vse tiste, ki smo tisto, kar vi delate, pišete, objavljate in delate na terenu, pač srkali, zbirali na vse možne načine, zdaj je to zbrano v eni knjigi. Ampak povej mi, danes v dobi, si voditelj podcasta, ki je na stand-byu, si mi tudi povedal,
v dobi digitalnih medijev pa hitrih informacij ste se vi odločili za zelo konzervativen format tiskane knjige. Zakaj? Zelo dobro vprašanje, Marko. In nisem se jaz odločil. Če bi se mene vprašal, ta knjiga ne bi bila nikoli napisana. Se posipam s pepelom. Ampak jaz sem bil od vseh štirih najbolj goreč nasprotnik te ideje in sem rekel, da je to ful neumna ideja in da sploh ne veste, v kaj se spuščate, da zahteva veliko dela in prosim, ne tega dela. Razmislite še enkrat. Umotil sem se. Se pravi, Umotil sem se eden proti trem, ali kako? Ja. Mislim, ne vem sicer, zdaj nisem zvihar, ampak ja, definitivno so bili vsi ostali bolj navdušeni. Ne vem sicer za Leona. Njemu je itak vsako delo v prehrani, ki mu daš v ful zabavno in verjetno on dela še več kot jaz. Tako da, ja, pač, ne vem, mislim, ne vem, to bi mogel reči, ampak jaz njega predstavljam kot enega, pač tako, veš, ono, ki je 7 od 7 preden. Ja, torej, ja, jaz sem bil pač nekako nasprotoval sem temu, ker sem vedel, koliko to enega pisanja bo zahtevalo in pač poglavje, ki ni mi bilo dodeljeno, nekako sem si ga zbral, tako da sem se malo streljal v nogo, ampak vedel sem, da bo mogel vse napisati dobesedno from scratch, ker nič od tega nismo nikoli povzemali in v resnici je tudi neko tako poglavje, da ga ne bi mogel, če bi ga hotel prepisati od nikjer. Veš, ne moreš enega učbenika odpreti in sintetizirano to vse nekako dobiti. Pa verjamem, kup učbenikov o prehrani in o klinični prehrani, ampak če bi hotel, ok, dajte mi eno tako poglavje, ki ga bodo ljudje razumeli in ki bo praktično uporabno, da ga prepišemo v to knjigo, ne obstaja. Celo slikce, ki so noter, sem jih mogel delati. Nisem mogel si pomagati z nekim člankom. Veš, daj bom najdel nek članek. Samo na podlagi te slikce naredim neko svojo, malo lažje, ampak je bilo sploh una velika, ki je čez celo stran. Na to sem najbolj ponosen na svetu. Če bi me vprašal, na kaj v svoji karieri sem najbolj ponosen, mislim, da to je zdaj ta slika je stvar, na katero sem najbolj ponosen. Ne? To si dal umetni inteligenci, da ti je to zgenerirala, ali pa jih navodili? Ja, pač taka slika ne obstaja. Ne obstaja taka slika. Obstajajo delčki te slike. Gromozanska slika, če o tem govoriš. Ja, po tretjinah, ne, ampak nikjer taka slika ne obstaja. V nobenem jeziku drugem. Tukaj zdaj, ki si pokazal, v bistvu zgleda, what the fuck, je to pač krajna slika, razumeš? Ne, zato, da bojo le kupili to, pa to not pogledali. Ja. Drugač, ko kupiš sliko, knjigo dobiš zraven. Pa smo pri ponižnosti, seveda, ampak to je res monumentalno delo. Ja, tako. Ja, to je ta neki imič, ki ga moram vzdrževati, arroganten mora biti. Ne? Ja, slika, kaj se hoče reči, je, da ta slika nekako prikazuje to progresijo ali pa razvoj presnovnih motenj. Torej, kaj pride prej in kaj pride potem, in na njej je vse, od krvnega tlaka do uravnavanja sladkorja, do pač, funkcije inzulina, po spodaj je prikazano pač, vnetje in antioksidativna obramba in oksidativen stres, in vmes je posl še pač, lipidni profil, je z te spremembe v HDL kolesterolu in LDL kolesterolu in trigliceridih in tako. Tako da je neka pot je. Lahko bi se, če bi se dal stvari pomeriti, bi se najdel zdaj nekje približno na kateri točki si. Ker je dosti zmede na tem področju, kaj pride prej in kaj pride potem. Stvari, ne vem, inzulinska rezistenca povzroča to in to in to. Ne. Vidimo, če gremo pogledati, te slike se nisem jaz zmislil. Je slika, za katero imam, če bi me kdo vprašal, ok, daj mi zdaj pokažati, kje si ti to vzel. So delčki te slike, ki so grafično prikazani in članki in neke stvari sem pač mogel iti iz grafov, sem si jih narisal in preslikal in dajal čez in mogel vedeti. Proces je bil to. Te krivulje so podprte s podatki. Ne? In tudi lahko vidiš, da kaj prije prej in kaj prije potem. Da v resnici ta zloglasna inzulinska rezistenca je nekaj, kar je v večji meri pol odziv na vzroke, ni vzrok ničesar samo, mislim, ja, absolutno je slaba in ima tudi neke učinke, ampak pride kasneje. Predvsej prej je zamaščenost, taka in drugačna. Tako naprej. Ja, mi smo o inzulinski rezistenci desetletje in več nazaj ogromno govorili na pamet, ja, da je to vzrok in vsi, ampak ja, zdaj pa zelo plastično si tole prikazal, to je infografika, spoštovane, ja, za katero boste mogli plačati, če boste hoteli šerati na mrežu X, ja, ampak najprej boste plačali knjigo, potem pa lahko šerate, mogoče med svojimi prijatelji, drugače ne. Pa preden greva do tvojega poglavja, rekel si, ok, knjiga odločitev 4 avtorov, ki na področju, vi trije, Macuh pa Mario, pa tisti, ki so delavci, pač ste te vsebine skupaj ustvarjali tudi na portalu Bederač, tako ali tako je strokovnjak na tem področju, ki se z vami tudi križa, no zdaj
koliko časa ste potem od te prve ideje, dajmo mi to spraviti skupaj pa narediti to knjigo, ki jo v Sloveniji še ni, najbrž je tudi to vzrok. Ja, ta prvi del v resnici še manjka, to sem pozabil povedati, ko si vprašal o tem, kakšne so bila naša stališča, glede pač samega pisanja. V resnici knjige ni bila ideja nobenega od nas štirih in največje zasluge, da ta zadeva sploh obstaja, ker nas je preselil v to. Mislim, v osnovi je knjiga nastala pod okriljem Fitness zveze Slovenije in je tudi mišljena kot neke vrste učbenik za tečaj prehranskega svetovalca, ki ga mi štirje vodim, vsak ima svoje osebine in nekaj četrtino tega tečaja pokriva, tako da je vsak mogel napisati v resnici svoja poglavja, osebine, ki jih predava tam za Fitness zvezo. Takrat malo predtem se je na Fitness zvezi tudi zamenjalo vodstvo, tako je bila, se mi zdi malo sprememba generacij. In je Tomaž Kucler, je zdaj predsednik in Tomaž je takrat zelo zagrabil, v smislu pač zelo je se angažiral in je pač očitno hoče zares stvari spremeniti in tako dvigniti standard in dati nekaj več temu področju in si skozi pač prizadeva, da se nekaj dela, kar jaz pozdravljam, čeprav mi ta ideja knjige mi je zelo težko po grlu, ampak tako generalno vidim, da je ful več je tega nekega, bomo zdaj še to za svetovalca pa uno, pa skozi se nekaj dela. Tako da v resnici je pač v bistvu Tomaž je bil tukaj neka gonilna sila, pa da je to, kar se tiče oblikovanja, pa založbo, pa vse to nam ni bilo treba delati, ker je v resnici Tomaž vse opravil in se jaz mogel vsesti samo za računalnik in stvari napisati in pa pač slikce so bile še moja domena. Neka generalno, mislim, ne Leonove, Leon je svoje slikce sam naredil, ampak večina naših slik je itak pač pri Feel Goodu nekako so te infografike in to v moji domeni. In potem za učbenik je bilo treba stvari prilagoditi, spremeniti, izboljšati. Ene stvari so že 100 let stare, razumeš, tako pred skoraj 10 leti narejene, jih je bilo treba malo osvežiti ali pa uskladiti, tako da so oblikovno, da se razumejo s knjigo. Tako da sem se lahko samo s tem ukvarjal in sploh si ne predstavljam, koliko enega drugega dela je tukaj še v zadej, da to besedilo zavežeš skupaj, da se to pregleda, da se daje slikce, da se pravi, razumeš, da gre v tisk, da se z unim pogovarjaš, s tretjim založbo. In tudi, kar se tiče same te prodaje knjige in to, je spet v bistvu se Tomaž maksimalno potrudil, ker mi vsi imamo neko svojo kodo, s katero v bistvu ljudje dobijo to knjigo po znižani ceni. Mislim, to je stvar dogovora z založbo in tako naprej. In v osnovi bi vsak od nas mogel te knjige vzeti, in če bi kdo hotel s to kodo knjigo kupiti, bi mi mogli to razpošiljati. In je v bistvu spet tukaj Tomaž prevzel, oziroma je ta spletna trgovina Fitness zveza je prevzela to breme in zdaj lahko mi po svoji ceni, kode so nastale post festom, ker zdaj recimo ne nad FZS-ja moja koda. Zdaj, če bi ti hotel pri meni knjigo kupiti, bi jo jaz lahko dal po 15% nižji ceni, pač ne s kodo, ampak bi mi pisal in bi jo jaz poslal po pošti in pa je Tomaž v bistvu ustvaril vsem nam 4 kode in je rekel pač, lahko mi bomo razpošiljali, tak stvari imamo urejene, samo lahko vašo kodo folk piše in dobi po vaši ceni to knjigo. Ker pač na njihovi strani je še zmer pač knjiga po ceni, ki je predpisana, da je tak. Je pa tako, da več ne morem, jaz nimam knjig spodaj pod mizo in da bi jih lahko razpošiljal. Če jaz knjigo kupim, je tudi zame cena. Ni tako, da jih imam doma, pa sem jih dobil brezplačno. Sam še dobro, da imaš vsaj kodo, da se malce ne. Ja, da se lahko. Jaz sem poskusil vse 4 kode, misleč, da sistem preslepim, pa bomo 60% popusta, seveda ni šlo, ker je Kucler to dobro nagruntal, je rekel, tudi taki prevaranti bodo. In vsakeč, ko sem vnesel novo kodo, je istih 15% ostal, sam na drugega človeka se jih je napisal, na koncu sem ne nad FZS uporabil ravno zaradi tega, ker sem rekel, ker to se zihar vse sledi, in bo pa Kojič to gledal in če bom not napisal kaj drugega, če bom to pisal na Macuha ali pa na Vedrača, bo cela pizderija, tako da sem kupil knjigo, bom dal vse 4 kode spodaj, pa se sami odločite. Fanti od tega nimajo nič, samo na koncu bojo imeli zaključno žurko, bodo šteli, kdo je imel več kod porabljenih, in tisti bo pač dobil poseben pokal. In pol, če veliko kod tvojih je porabljenih, pa imaš večjo šanso, da te k naslednji knjigi povabijo. Evo, mislim, tako da veste, kjer kodo morate porabiti, koda. Ono poglavje, ki vam je najbolj všeč, pa od unga morate kupiti, ker drugače je pol največja šansa, da če se bo še kadarkoli kjera knjiga pisala, že da bomo zraven, Mislim, to je, veš kako je, dog eat dog.
če je že bil Bo, proti bo tam temu, da se... založba, je tako, bo tam založba pogledala, pa bo rekla, stari moj ta ni nič prodal, bomo najdel drugega. Na koncu bo človek, ki bo najbolj proti temu, da se tale kos ali pa zvitek papirja izda, zelo ne več kot, ostali trije bodo pa. No, ampak pustimo to, res odlično, odlično se tole bere. Štirje izvrstni strokovnjaki so tole sestavili skupaj, sam še kakšno strokovnjaki bi mogli povabiti zraven, pa ne, pa to bi rekel, ampak o tem ne bova zdaj, ne. Ker strokovnjaki ne izdajo svojo knjigo, mogoče še v kakšnem, ste že kakšno žensko metabolno zdravje tudi not vključili v kakšno poglavje? Drugač, mislim, to je specifična tema, ki bi si zaslužila svoje poglavje tudi. V resnici je še kup enih poglavij, ki bi verjetno bilo, mislim, ne nujno, stvari, ki jih moraš vedeti o prehrani, so v resnici zdaj v knjigi napisane. Je pa še par specifičnih tem, ki so mogoče bolj nadgradnja in bi jih definitivno bilo fino tudi enkrat o prihodnosti obdelati. Recimo, to neko pač women's health je angleški izraz. So pač neke specifike, ki so sploh vezane pol na menopauzo in obdobje potem, ki bi jih mogoče bilo fajn zajeti. Pa stvari povezane z ciklom in kaj je zdaj tukaj za žensko v reproduktivni dobi drugače kot za moške. In to v resnici niso neke ful strašanske razlike, ampak vseeno je par stanj vezanih na to in je specifičnih za žensko populacijo in bi jih bilo fajn nasloviti, če ne zaradi drugega, že zaradi tega, da ne rabijo iti brskati o tem po internetih, ker je večja verjetnost, da bodo najdle nekaj, kar ne drži. Da tudi če v resnici to ni zadeva, ki bi bila zdaj nekaj strašansko ful drugačna, pa da bi zdaj na nek drugačen način bilo treba predstaviti, vsaj da se pove, ok, tukaj stvari tako in tako funkcionirajo in to je to, ne. Ker če greš vsa te področja, ki so postala catchfraze, področja prehrane, to je pač marketinško privlačna in posod napletena je takšna in drugačna zgodba, 101 različna in če greš o tem iskati tako poljubno, brez neke usmeritve, boš najdel večinoma, če ne kompletno pač informacije, ki ti na noben način ne koristijo. Ja, razširjena, ko bo razprodana, prva izdaja bo dopolnjena, razširjena izdaja optimalne prehrane, ali optimalna prehrana 2, ki je imela 450 strani, pa še več slik, pa še več materijala. Ko si že načel, pa da ne pozabim, je relevantno tukaj. Še ena stvar, za katero si Tomaž prizadeva in ki se mi je nekoč zdela slaba ideja, nisem zdela slaba ideja, vem, koliko dela bo zahteva, ampak zdaj, pa pogledam nazaj, koliko slaba ideja se mi je knjiga zdela, pa koliko v bistvu vesel sem, da me je veliko zavrat celo pot, ker pač enega razvajenega otroka, razumeš, ne bomo tega. Se mi zdaj vedno bolj tudi to zdi kot nekaj, kar bo treba čim prej narediti, je to, da prehranski svetovalec pri Fitness zvezi je že zdaj ta enka, zdaj samo reče pač prehranski svetovalec ena, čeprav razumem, mislim, je edini, tako da se ta enka po moje ne uporablja, ker je pač to edina oblika izobraževanja v prehrani, da se to nadgradi, ker vsi mi razumemo, da v tem času, ki so pač, ki so udeleženci tam z nami, to je ni velika količina časa in jim lahko neke osnovne stvari podamo, ampak za vse, ki bi si želeli več in slišati o vseh teh specifičnih temah, bi rabili dvojko, in da bi se pripravil potem prehranski svetovalec dvojka, kjer bi lahko vse te nadgradne vsebine dodali in okrepili njihovo znanje iz enke, pa vsebinami iz dvojke. In ko se bo to, upam, da se bo realiziralo, bomo tudi za to verjetno rabili, mislim, kakšna je šansa, da ne bomo, nek sorta učbenik. Tako da mogli bomo napisati vsebine, ki bodo učbeniške in verjetno, tako kot je bilo zdaj, bo potem tudi to prilagojeno za neko knjigo, ki bo šla ki bo pač na voljo, da jo kupila kdorkoli, ne rabiš prijeti na tečaj. Ker pač na tečaju je tako, malo bolj hands-on, to je pač knjiga. Na tečaju bi jaz rekel, da zveš še par stvari. Sploh, ko mislim, zase lahko rečem, ko priješ na moje predavanje, pa iztirimo starim. Pogovarjamo se o različnih stvarih, ne samo o njih, ki so na kurikulumu. Tako kot danes, spoštovani, spoštovane, kot ste videli, tale pogovor je bistveno bolj zanimiv kot neko suhoparno pač predavanje o poglavjih v neki knjigi, ki vas mogoče te ne zanima, ampak mene pač zanima, pa me prehrana zmeri malo zanimala, vsaj malo. Zdaj, rekel si, da prehranskega svetovalca je pač to učbenik, kaj pa knjiga nudi, sleherniku, recimo tistemu rekreativcu ali pa človeku, ki želi o svoji prehrani, pa to vsi želimo, pa si hočemo biti fit, pa shujšani, pa zdravi, termina
optimalna prehrana, zdaj še nismo srečali, ne? Srečali smo zdravo prehrano, pa športno prehrano, pa tako naprej, a ne? Restriktivno in tako naprej, shujševalno, ne pa optimalno. No, zdaj, kaj optimalna prehrana nudi vsakemu izmed nas, zakaj bi moče mogli imeti to knjigo, ali pa je bilo fajn moče to knjigo prelistati, bomo kaj več zvedeli kot od tistega, kar že vemo, ali je boljš, da pač rečem, se to me ne zanima, bom jaz poslušal kakšen podcast, to je preveč razdeljena snov, recimo, ali pač ne. Ja. Ali lahko začnemo pri naslovu? Prosim lepo. Če bi mene vprašal, ne bi bila nikoli optimalna prehrana, ne? Ampak še dobro, da me ni noben vprašal. Če bi me takrat vprašal, optimalna prehrana bomo dal, ne? Pa bi se jaz največ požegal in rekel, dej, stari moj, kakšen brezvezen naslov, dajmo nekaj drugega, ne? In bi se pa mogel še s tem z mano ukvarjati. Tako da dobro, da me noben ni vprašal. Ker spet, zdaj, ki vem, v resnici je fajn catchy naslov, ne? Ker je že bilo uporabljeno zdrava in ne vem, takšna in drugačna, pač ustavil nek poljuben predevnik. Se mi zdi zdaj, ko pogledam nazaj in ko je stvar narejena, se mi zdi optimalna prehrana v resnici Optimalna. Optimalna naslov. Optimalen naslov, ne. Plus to, kaj si jaz mislim, da si to optimalno in trala, ampak jaz mislim, da je naslov dober, da pritegne in je tudi zadostočen. V slovenščini se uporablja izraz ustrezna prehrana. To bi bil ful brezvezen naslov. Bi bil mogoče malo bolj točen, ampak bi bil ful bolj brezvezen, ne, tako da neprimeren, absolutno. In načeloma pač optimalna prehrana pomeni una, ki ti pomaga optimalno znižati tveganje za takšne in drugačne akutna in kronična stanja, ne. Ne pomeni, da boš živel 300 let, ampak glede na predispozicije, ki jih imaš, ki so večinoma genetsko pogojene, če prebereš to knjigo, boš vedel vse o tem, kako prilagoditi svojo prehrano tako, da boš živel kar se da dolgo za tebe in imel pač lepo in visoko kakovost življenja. In to pomeni optimalno, ne? Torej, kakšna je prehrana optimalna zate, oziroma v slovensko je bilo najbolj ustrezno. Ja, zdaj pa, kar se tiče pa same vsebine, pa zakaj bi se nekomu splačalo to knjigo kupiti. V preteklosti dostikrat sem dobil vprašanje, katero knjigo o prehrani priporočaš? Torej, knjige, ki niso učbeniki, ne? Načeloma učbeniki niso zelo uporabne knjige. Torej, učbenika ne moreš priporočati, kot je nekdo postavil to vprašanje. Je bil moj odgovor nobene. So tu in tam je kakšna knjiga, ki mi je bila všeč, ampak so večinoma spet zelo, vsaj malo so specifične, niso vse zelo specifične, ampak so tako z nekim posebnim področjem se ukvarjajo, pa jih je napisal nekdo, ki fajn piše in vse to, ampak ni bila generalna knjiga o prehrani, kjer bi lahko, v bistvu vse, kar človek mora vedeti, da se lahko dobro nahrani, bi bilo noter sintetizirano na nek način, ki je tudi razumljiv širokemu krogu ljudi. In zato tudi moje knjižne police nimajo nobene knjige o prehrani. Tako, generalno, prehrana 101, kao. Tako, vse o prehrani, vse, kar ste si želeli vedeti. Ja, in vem, da smo vsi štirje bili nekako, kar se tega etično na isti volovni dolžini. Zdaj bo treba napisati, če že to delamo, bo treba napisati eno knjigo, ki je vse splošno uporabna, ker so v resnici vse stvari, ki jih moraš vedeti, ne pomeni, da so vse stvari o prehrani noter, ampak generalno to, kar moraš vedeti, da se lahko nahraniš, pa stvari, ki so res pomembne v prehrani, so noter napisane. Najbolj osnovnih stvari do unih, ki pač niso tako osnovne, a pa celo takih, ki danes večina v njih ima napačno mnenje, ne? Da je oblikovano neka obča modrost, obče prepričanje o prehrani, o specifičnih stvarih v prehrani je na marsikeri točki čisto ločeno od resničnosti. Ta knjiga zdaj opravi nalogo in ti v resnici predstavi vse od začetka do konca. Začne se pri osnovah, kaj so beljakovine, kaj so ogljikovi hidrati, kaj so maščobe, neke specifične stvari, ki so vezane na to pomembne, poveti vse o vitaminih, o mineralih, elementih, ki so pomembni, jih predstavi tako na srednje dolg način, kje te stvari najdeš, kaj so neka živila, kako si poračunavaš energijski vnos in vse te stvari. Noter je še par stvari, ki v resnici zaenkrat nekako niso še prišle. Recimo, bom dal primer. Nasičene maščobe, ne? Javno zdravstveno priporočila pravijo, da nekje pod 10% skupnega energijskega vnosa nasičenih maščob je varna meja, ne? Pač dovoljeno, tako, mislim, dovoljeno. Ja, več kot to je že povezano, precej dosledno povezano s povečanim tveganjem za razne stvari, ampak najbolj tesno ali pa dosledno z srčno-žilnimi stanji. Ampak kaj je to 10%? Nikjer dejansko ni to v absolutnih količinah zavedeno. No, to smo šli poračunati in napisali, koliko je nekako predvideno, na podlagi česa je 10% zdaj podano in kakšen je nek priporočen absolutni vnos nasičenih maščob. Ker tega se ne učiš niti na faksu. Ampak obstajajo podatki, brez skrbi, da obstajajo. Samo moraš izbrskati in preveriti in pa lahko napišeš. Tako da ni izmišljeno, ne. Je pa stvar zaenkrat, ki bi rekel, da je dosti pionirska.
Ker kamorkoli boš brskal neke smernice ali pa neke stvari, takih stvari ne piše noter. Kljub temu, da podatke za to imamo. Aha, se pravi, Tako da, mi ja. imamo neko piramido, tam so neki procenti navedeni in to je to. Zdaj Ne, se pa večina, Ja. večina stvari, ki je že toliko dolgo vemo, ali pa ki so toliko dobro raziskane, recimo vnos beljakovin. To imaš na decimalko natančno, zdaj v bistvu priporočilo lahko podaš, ne? Mhm. Ampak za maščobe je bilo pa vedno tako, ok, imamo nekaj tako procente, razumem, ker niso esencialni, mislim, razen dveh. Mislim, večkrat nenasičene, te dolgovrežne so esencialne, ne? Mhm. Ampak to rabiš zelo majhno količino. Tako, generalno maščobe kot makrohranilo so v bistvu najmanj pomembna stvar v prehrani. In ni nekega zelo konkretnega priporočila, niti ga ne rabimo. Za nek splošen vnos maščob niti ne rabimo konkretnega priporočila. Ampak nasičene maščobe, ki pa so dosledno povezane s tveganjem, tam bi bilo pa smiselno podati neko absolutno številko. Kaj je zdaj to? Ker 10% skupnega energijskega vnosa lahko pomeni pol različne stvari in je v resnici smiselno samo, dokler se pogovarjamo o nekih splošnih javnozdravstvenih smernicah, ki v resnici niso uporabne za nobenega. Ker so podani za nekega NPC-ja, ki v resnici sploh ne obstaja. Bravo. In je ta 10% tako v bistvu neko predvidevanje. Veš, nek športnik, recimo, ki ima zelo visoko porabo energije in bo čez dan mogel pojesti 4 jurje kalorij, za njega absolutno preveč nasičenih maščob v prehrani, če bo šel na 10%. Ne? Prav. Je nesmiselno priporočilo, je drugače. Neuporabno je za posameznika. Tako kot v resnici so splošne javnozdravstvene smernice, to je napaka, ki se pogosto dogaja, je, da so to priporočila, na podlagi katerih posameznik zdaj lahko se z njimi pomaga. Ne, to je sam za nekega najbolj povprečnega NPC-ja, ki v resnici sploh ne obstaja. Vsak od nas ima neke specifike in bo mogel imeti drugačno prehrano, kot jo velevajo priporočila. Ne. Sploh pa slovenska priporočila, kjer, pazi to, to je moj pet peeve. Vnos beljakovin pri nas je deklariran kot priporočen 0,8 grama na kilogram telesne mase. Ne za vse skupine, nekako. So posamezne skupine, kjer je 1 gram, celo. Ampak vsem temu rečejo priporočen vnos. In ta naša priporočila so povzeta, a pa modelirana na teh, ki jih nekako EFSA predlaga neke stvari kot vrhuška, ok. Tako, Evropska unija nam kupenih stvari servira in zdaj vi to naredite malo po svoje, pa v svojem jeziku, ampak tako mora biti, ker mi vemo. In načeloma, mislim, pač EFSA-ne smernice kot take, oziroma dokumenti, ki jih EFSA izdaja, so zelo solidni. Zelo solidni. In veliko stvari piše noter, ampak to se razumeš, to je blok teksta. Moraš reči, brat, to ni nekaj, kar je namenjeno posamezniku. To je odgovornost držav, da to naredi. In tam recimo za vnos beljakovin piše, da je 0,8 je zadosten vnos. In poje spodaj alnejca in piše, bog ne dej, da bi to, ko prevajate, prevedli v priporočen vnos. Zadost, to je pač adequate. In eksplicitno piše, it's not recommended. In poje nekdo pri nas očitno odločil pa reka, priporočen vnos. Kaj bom kompliciral, tam treba je še več, bom imel dela, petek je ura, 2 popoldne, priporočen nos, gremo domov. Ja. Tako da pač to je zadostno za to, da ne umreš. In to ne za vse in za večino. Ker to so nekak spet številke, ki so predvidevanja, ki pokrijejo večino ljudi, 2 standardne deviacije v eno in drugo smer, torej tistega, kar je zadostno. Boš rekel, ena stvar je, koliko se držimo teh smernic na splošno, po drugi strani pa lahko pol pride na misel, ali smo nasploh potem Slovenci beljakovinsko podhranjeni. Ja, vse kaže, da smo, podatki kažejo, da smo. Na zadnja, ta neka javno-zdravstvena analiza prehrane, ne vem, kako se je reče, Simenu ali nekaj takega. Če ti greš tam pogledat podatke, imeli so nekaj reprezentativni vzorec, tako da bi rekel, da ja, povprečje v Sloveniji je verjetno tako. Če greš pogledat, koliko beljakovin pojemo, moški malo več, ženske malo manj, ampak v povprečju ne prelezemo, tam nekje okoli 1 grama smo. Tako da zadost jih mogoče celo v povprečju pojemo, ampak to je veliko manj, kot bi bilo za večino verjetno optimalno, najbolj ustrezno, da bodo vsi zadovoljni. Mislim, tudi če podvojimo to vrednost, v bistvu še ne prihajamo do tja, ker bi lahko se pogovarjali bolj konkretno. Vidiš, eno temo so že recimo odprla, v kateri bi marsikdo izmed nas mogel prebrati, morda tudi to knjigo, pa se potem podučiti, pa so se dotaknili tega poglavja tle veliko, sem si tle spisal samo naslove, iz optimalne prehrane, v osnovi si že omenil vitamine, minerale, pa metabolizem kot tak, prebava je razdeljena v fundament. Ja, Prebava in presnova.
To Je je, presnova, bravo, ja, tako. tukaj Leon se je s svojim poglavjem zelo potrudil. No? Leon ima en problem. Ne? On je ful pameten. Mislim, On ja, je to, malo je takih, ki imajo tak problem kot on, to je res. Ja, ja, to je res. ja. Veš, tako, on je no, pač izjemno je načrtan in izjemno je pameten in ful velik stvari ve. In veš, če ful preveč stvari veš, je velik razkorak. Veš, samo do povprečja si ti tam, razumeš, 100 km stran. In je zelo težko, ker ti, ko veliko stvari veš, verjetno ful predvidevaš, da ljudje. Okay, se jaz razumem, da 100-krat manj vejo, ne? Sam še zmeraj si napačno ceno, kaj je 200-krat manj. In je nekoč, ampak to je že zelo dolgo nazaj, je stvari ful na kompleksen način predstavil in je pač ni uspel tako dobro zajeti, bi rekel, nekako celotnega bazena. Ampak mislim, evidentno mu je to vedno boljše in boljše šlo in zdaj na tej točki mu pač gre zelo dobro. Tako da pač v poglavju jaz njegovo, ko sem prebral in tudi pač slikce so lepe, ne? Sploh slikce cenim. Je res fino napisano, ker to je v resnici zelo, zelo kompleksno področje. Strniti presnovo in tako, veš, prebavo v dve poglavji je težka naloga. Zreducirati to na razumljiv Ja, jezik, ki še tako. poda vse tisto, kar si želel povedati. In dejansko je nič ni poenostavljeno čez mejo točnosti. In nič ni preveč kompleksno. Vsaj meni se zdi, da ni. Je glih zadev, zlato cono, Goldilocks, kako se reče. Noro. Mislim, to je noro. Ja, mislim, ali bo ta knjiga potem zdaj prevajana v angleščino tudi, na vse zadnje, si rekel, na marsikaterem področju orete ledino v Sloveniji, pa tudi nasploh. Dobro, založniku še tega niste predlagali, vendar le tam prehranski knjig je milijon, to si samo ugotovil, ampak če pa greva na nivo nekega resnega študija prehrane ali pa razumevanja, vendar le ima samo 200 strani ta reč, a ne? To nimaš 5, 400, 500, kot te vse mine, a ne? Stvar je, ajde, mogoče pa res, a ne? Lej, ne vem, ne mene vprašati, če se pač jaz sem zdaj tako, ne me spraševati teh stvari, če hočete, da kaj napišem, bom napisal, v redu je, ker zdaj ste me že prepričali, da pač moje mnenje ni, mislim, je napačno, evidentno, ne, tako da kar se tiče odločanja v knjigah in koliko bo treba stvari napisati in kakšne bodo naslovi in to, pač ne me spraševati tega. Sam povejte, kaj je treba napisati in bomo napisali. S kakšno mero humorja vse tukaj to predstavite, ne, če boste tole brali. Ja, edino to ni stvar debata, ne. To mi morate pustiti proste roke. Avtor ima proste roke. Nenad je hudomušen, ko boste prišli do poglavja, o katerem veliko že govoriva, ne? Poglavja, kjer si boste kardiometabolno tveganje začeli polagati v podzavest, ne? Naslov poglavja vpliv prehrane na presnovno-srčno presnovno in srčno-žilno zdravje. Evo, to se sliši kot kakšna diplomska naloga, recimo, ne, ampak dosti razumevajoče, razumljeno, recimo, potem pa začneš tako udaraš, ne, pa rečeš, čak, dajmo tole zdravje, pa to na stran, dajmo mi noter kardiometabolno tveganje uvesti, ne. Tudi naslov tega poglavja meni ni všeč. Mislim, ampak je dober naslov, ok? Pač bil meni všeč ali ne, je dober naslov, vsi ga razumejo. Samo če hočeš korektno predstaviti te stvari, je to za nič naslov. Okolje, da vemo vsi, o čem se pogovarjamo in zato je dober naslov, ampak ne moramo se o zdravju pogovarjati, ker zdravje je ena ful arbitrarna stvar, tako kot je vojna in mir, ta primer, da imamo noter. Imamo neke kriterije, kdaj zadeva postane vojna. Pač ljudje se tepejo in obstaja nek konflikt, ni še vojna. Sam ne moreš reči, da je mirno. In enako je pri zdravju. Je skoraj 1 in 0. Recimo, če si greš pomeriti te neke kazalce tveganja, ki jih lahko v krvi pomeriš, imaš tam, razumeš, referenčne vrednosti. In ti si zdaj zdrav, dokler si noter v teh okvirih. In polke prestopiš ta okvir, je kao high ali pa low. In zdaj si že, ne, ok, ti rečejo, ma si še zmer zdrav, ni še zadost. A veš, je tako, ok, cool. In polke je full več, je reče, ok, cool, to je zdaj problem, zdaj več nisi zdrav. Ker 1-0, ne. Ampak vemo, da tudi znotraj referenčnih vrednosti lahko stvari povežemo s tveganjem in to za nekatere stvari zelo natančno. In vemo, da tudi če si znotraj referenčnih vrednosti, lahko imaš na enem ekstremu ful povečano tveganje. Zato sem pol tako hitro preimenoval to oziroma sem nekako utemeljil ta zagovarjal v začetku, če na kratko, ni to zdaj neka dosadna tam debata, ki jo jaz imam sam s sabo, ampak je odstavek. Zakaj je smiselno se pogovarjati o tveganju in kako nam bo to v naslednjih delih tega poglavja, to ful lažje nam bo razumeti, če si stvari predstavljamo. Če si predstavljamo zadevo tako, na ta način.
Z In matematiko. generalno, ma dobro, ni to matematično poglavje, pač ne. Ni matematično poglavje, to je samo koncept. Koncept je predstavljen, ne, kaj v bistvu tveganje pomeni in kako si to predstavljaš. In tudi to nerazumevanje tveganja na splošno je velik problem v prehrani in verjetno nosi levi delež krivde, zakaj smo tako zmedeni v prehrani, ker ne razumemo tveganja. Ena stvar je lahko nevarna in tehnično predstavlja neko tveganje. Ampak kakšno tveganje? A veš, enkrat, ko razumeš tveganje, so ti lahko stvari v prehrani ful bolj jasne in ful lažje se odločiš, s čim se je vredno ukvarjati in s čim se ni vredno ukvarjati. Bravo. Ja, zdaj, kopičenje maščob, recimo, ti si premasten si, to je pač en dejavnik tveganja. Prav gotovo en kriterij, ne? Na drugi strani imaš pa človeka, ki ima malo pod mejnimi vrednostmi, ima pritisk, recimo pa cuker, pa inzulinska rezistenca, mu že seka itak, ima trigliceride, lih na meji, ne? Zdaj pa, ta drugi je zdrav, prvi pač ni, kot se je rekel po kriteriju, zato ker ima 5 kg preveč, ne? Ostalih znakov pač nima tveganja, sedaj iz tega lepo primerjati pa zračunati, v končni fazi povedati tudi, moče s to tvojo slikco spet, kaj sledi, ne? Iz enega, kaj iz drugega, kaj iz tretjega, kaj pa, če imaš pa vse 4, ne? Tam nekje, ne? Ko si še uradno zdrav, tveganja se ti pa množijo med sabo, ne? Po bistvu nisi, ne? Tudi to je predstavljeno noter. Kaj je zdaj kaj predstavlja večje tveganje in kaj predstavlja manjše tveganje? Ta fenomen, rečejo temu, presnovno zdrave debelosti, metabolically healthy obesity je. Okay. V angleščini. Je tako, nekdo, ki lahko ima povišeno telesno maso, pa lahko ima celo višji delež telesne maščobe kot en drug posameznik, ampak on kaže že znake opešanega presnovnega zdravja, pa presnovne regulacije. Recimo ima povišeno holesterol, zjutraj ima povišeno glukozo v krvi, torej glukozo na tešče in tako naprej. Zdaj, kljub temu, da ima on višji delež telesne maščobe, ampak ker nima nobenih drugih znakov, je bolj zdrav, ima nižje tveganje kot ta drug. In je pa, mogel sem se vzeti kar en kos teksta, da sem nekako, probal sem razložiti to, kje v resnici nastane problem, zakaj je en lahko bolj zamaščen, pa še zmeraj ima manjše tveganje, in zakaj je nekdo drug lahko manj zamaščen, pa ima že povišeno tveganje. Ne? Ker je to zelo nizko resolucijo, ima te neke vse antropometrične meritve, veš, tako stopnjeno vago, pa ti si pomerim telesno maščobo, pa obseg pasu in vse to. Je fajn sicer, ker imaš vse te meritve, lahko nekaj sklepaš, ampak dokler dejansko nisi pomeril stvari v krvi, veš bolj malo. Mislim, da si lepo razdelal, meni bo všeč, ko si razdelal vzroke in povzročitelje. Velikokrat pomešamo to, morda tudi zdravstveni delavci pomešajo to, pa se ukvarjajo z napačnimi stvarmi, s povzročitelji, kot si rekel, ne? Kaj je zdaj vzrok, v kamen preleti v šipo, ne? A je kamen vzrok, kamen je povzročitelj, vzrok pa ni tam in mi pač zdravimo, lotevamo se tega kamna na vse možne načine, ne pogledamo pa, kdo ga je zalučil, to je tisto, morda o čemer se premalo govori. Zdaj se vem, da je kurativa pač pomemben del zdravstvenega sistema ali pa celo ključen, ampak zdaj ti predstavljaš, tudi s tem poglavjem, pa s to knjigo, malo vse skupaj zamikaš bolj v levo, fantje, dajmo tja pogledati, vse. Bo lažje tudi to razumeti. Tako, to je pač to. Kamen, ki preleti v šipo in je razbije, je vzrok, da se je šipa razbila. Nekdo ga je mogel vršiti, on je povzročitelj. To je prej se omenila to inzulinsko rezistenco. Zdaj, mi lahko rečemo, da je inzulinska rezistenca, pa to povišanje ravni krvnega sladkorja, to je vse vzrok za nekaj. Veš, kdo je to povzročil? To je relevantno. Odkje to pride? In če hočeš menedžirati svoje kardiometabolno tveganje, pa se s povzročiteljem moraš ukvarjati, če zares hočeš. Ker pri šipi ni problem, zamenjaš jo, pa jo sestaviš nazaj. Enkrat, veš, infarkt je težko nazaj sestaviti, pa je nekako treba unga povzročitelja preprečiti preden vrša kamen. Mislim, če ti bencin izteka, lahko ti gasiš, če imaš vržal ogenj zraven, ampak dokler luknje ne zamešiš, ne boš tega pač ognja ustavil, vse skupaj bo raznesel. Lahko nekaj še dodam. Izvoli, prosim. Ker je res zelo, zelo, zelo relevantno, še bolj, kot se mogoče komu zdi, je to, da stvari preprečiš, preden se zgodijo, ko pridemo do zdravja in še posebno do nekih srčno-žilnih izidov. Enkrat, ko že imaš, da se ti nekaj zgodi, v resnici lahko se narediš na koledarju, pa sam križ se delaš. Od takrat naprej se ti nova življenjska doba odšteva. In je pokazano, da če hočeš zares maksimizirati svojo življenjsko dobo,
je prva stvar, v smislu tako, ko so neki zdravstveni izidi, ne, posto moraš se pač pripeti, ko se vsedeš v avto, to je najpomembnejša stvar, prvo, ne, da take stvari, pa ne smeš kaditi in tako naprej. Ampak, ko se pogovarjamo o prehrani, stvar, ki jo hočeš najbolj zamakniti, so razni srčno-žilni izidi. Ker enkrat, ko imaš izid, v bistvu se ti vse stvari spremenijo. Tvoja življenjska doba je drastično skrajšana. In če ga imaš pri 40, pač pozabi, da boš živel 100 let, 80 razumeš? let, Pač ne boš. In to je prva stvar. Samo zamakniti prvi izid, ne? Ker tudi ostalo vse, kasneje pa v tem sledi, veš, tudi razne bolezni povezane z možgani, ali recimo demence in vse to. Tako je povečano tveganje, če si imel prej srčno-žilni izid. Tako da... Ja, prav. Mislim, to si mi dal zdaj misliti, ampak je popolnoma logično. Popolnoma logično je, da ko boste to knjigo prebrali, pa boste šli čez prebavo, pa metabolizem in tako naprej, potem prišli do srčno-žilnega zdravja, ne vam bo mrske jasno in boste ugotovili, da je to poglavje smiselno umeščeno za vse tisto, kar ste prej rabili prebrati, zato ker je Nenad povedal tudi na podcastu. Prvi izid je ključen, ja, prvi odstop na maratonu je ključen, ker pa se vse spremeni. Ko prvič fejlaš, ni nikoli več isto, pri srcu pa sploh ne praviš in ti imaš znanost za to, da to podkrepi, kot enkrat rukne infarkt. Ja, to je zelo dobro pokazano s podatki. Zdaj, catchphrase, podaljševanje življenja, longevity, pa to, ker bomo živeli ne vem koliko časa, vse te sorte iluzij, ki obstajajo. Prva stvar, ki te zanima, je srčno-žilno zdravje. Brez veze se s čimerkoli drugim ukvarjaš, ker nič več ne moreš podaljšati, ko imaš enkrat omejeno življenjsko dobo, ki ti je ostala zaradi tega, ker si imel že nek srčno-žilni izid. Zato veste, zakaj sem povabil Nenada Kojića, ja, ker je to eno najpomembnejših, če ne najpomembnejše poglavje, srček je na koncu tega poglavja, ja. Zaradi tega poglavja boste tole knjigo hoteli imeti. Naslednje poglavje pa je tisto, s katerim bi sicer lahko govoril z Matjažem Macuhom, ampak bomo še kar z Nenadom Kojićem, ker je tudi poznavalec tega in ker je sponzor tele oddaje, Jim Beam. Ja, zadnjič sem že prej omenil, da bo paket na vrata in noter bo cel kup stvari, ki jih do zdaj morda nisem tako redno konzumiral, mogoče jih bom pa zdaj. In da bo Nenad Kojić pomočjo znanja, ki je tudi v tej knjigi, probo raztolmačiti, a to, kar imam tle, v bistvu sploh mi pomaga kot nekemu rekreativcu, lahko to pomaga vam, na kakšen način to uporabljati in ne samo to, da pomaga pri mojem optimalnem športnem rezultatu, ki je drugotnega pomena, če mi pomaga pri zdravju, pri tem, da bom pač zamaknil ta prvi srčno-žilni incident, čim dlje in da bom živel 100 let. In kaj imam tukaj? Tukaj imam Jim Beam Anabolic V, to je sirotka v prahu, okus je čokolada. Povej mi, zdaj, Nenad, evo, tudi v poglavju pohranskih dopolnil sirotka zaseda kar nekaj strani. Kaj je zdaj to sirotko in zakaj bi kdorkoli sploh mogel jesti to sirotko ali pa bi jo rabo jesti? Vem, da če kdorkoli zašel v fitness, v gym, ve, da se tam sirotka meša na vse možne načine in konzumira, ampak mi smo tle pa vzdržljivosti športniki in pri milem Bogu prej so rekla, a morda zato, ker smo beljakovinsko podhranjeni, ali morda je bolj zrezek jesti, ali morda zato, ker smo pač. Povej mi, zakaj? Kaj je to sirotko? Sirotka je sirotka. V bistvu so beljakovine sirotke. Včasih kdo zamenja. Pa reče, pa se lahko sirotko pijem. Ne, če hočeš beljakovine, ker v sirotki je pretežno mlečno sladkor. Unuke uteče stran, ko delajo sir, recimo, ali pa tudi neke priskuti, je ta voda je sirotka. In zdaj na tej točki se lahko odločiš, kaj boš s tem delal. Lahko to prodajaš kot sirotko, oziroma pijemo kot sirotko, pa rečem, tukaj so še neke beljakovine noter ostale, ki so bolj topne v vodi in lahko to pogrejemo, oziroma je nek postopek in iz tega se izdeluje albuminska skuta. Ali pa damo skozi filter te beljakovine, kar se nam ne da pogrevati, in jih pač prefiltriramo in jih oprašimo in dobimo sirotkine beljakovine v prah, ki so v bistvu albuminska skuta v prah. Postopek je zelo podoben, iste beljakovine so skoraj, je ponavadi malo bolj prečiščena verzija, ker skozi ta filter lahko bolj samo beljakovine spustiš, tako karikirano rečeno, pač ko to delaš albuminsko skuto, je pač bolj skuta. Resnično ni neke velike razlike med albuminsko skuto in sirotkinimi beljakovinami v prahu. Edino, kar pa moraš narediti tukaj pri sirotki v prahu, je to demineralizirajo, pa tako, ker drugače imamo okus, kar neki mineral, recimo kalcij in tako te stvari nekaj še ostanejo. Ja, ampak drugače je to v bistvu živilo. In
ne vem, se je odločil, da bo to prehransko dopolnilo. Je ful zanimivo mi je drugače, ker recimo moka ni prehransko dopolnilo, ne? Kljub temu, da je vprašen škrob, večinoma. Enako tukaj imaš, v trgovini lahko kupiš albuminsko skuto, ki je živilo, in pol greš na oddelek s prehranskimi dopolnili in vzameš sirotkine beljakovine v prahu. Ampak iz nekega razloga kruh je živilo in moka je tudi živilo. Če bi zdaj hoteli ostati konsistentni, bi moglo biti kruh živilo in moka je prehransko dopolnilo. Hočeš reči, okay, ja, te razumem, mogoče pa ti začel trend, da bo predstavljal pač vse te vreče s sirotkinimi beljakovinami sedaj na prehranski oddelek, ne več na dopolnila, zaradi tega, ker je to ena od stvari, ki bodo pač vsakodnevno prisotne v naši prehrani, če te prav razumem. To je pač živilo, ki je čist dober substitut neke skute, nekega mlečnega. To je najbolj navaden vir beljakovin. Najbolj navaden vir beljakovin. Včasih, zdaj vedno manj, včasih sem dobil ful vprašanj, a lahko uživam sirotkine beljakovine v prahu, a je to primerno zame, a je to primerno za unga, za tretjega, je enako vprašanje kot, a lahko jem skuto. Mislim, razumem, odkje je to vprašanje, nič slabega. To je dobro vprašanje, ker valjda, če te vsakič, na vsakem koraku sliš, to je prehransko dopolnilo, pa bodybuilderje, pa malo te ne steroidi, pol valjda, da se ti postavi to vprašanje. In nisi ti kriv, da imaš to vprašanje, ma je kriv on, ker je pač smotan, pa je temu rekel prehransko dopolnilo, pa ker te skozi forsira, to je prehransko dopolnilo, pa je umetno in neki. Ampak v resnici je samo navadno živilo. Če izpeljeva zdaj, da smo beljakovinsko podhranjeni, bi ti rekel, če že ne morete pojesti vseh tistih stejkov, pa jajc, vsega tega, pa zmešajte si pač vse to, ali kaj. Tako, to je prednost sirotkinih beljakovin v prahu, da jih je ful enostavno pojesti, lažje kot ostale vire beljakovin. Ma pluse in minuse ta zadeva. Če ne moreš pojesti zadost beljakovin, si lahko komot pomagaš s tem, ker je eden izmed virov beljakovin, ki ga je lažje pojesti v primerjavi z ostalimi. Načeloma ostali viri beljakovin niso pač toliko enostavni za jesti, pa niso toliko priročni. Zarezek se moraš usesti in ga moraš pojesti, ne moreš ga žveči. Ne vem, skir mogoče ali pa nek drug beljakovinski izdelek na mlečni osnovi, torej mlečni izdelek, je kar nasiten, no? In ga spet ne moreš toliko pojesti. Tukaj je na mercu zmešaš noter 2 deci vode in tudi ni neki ful nasitna. Je zelo enostavno. Zdaj so razbila še en mit, ta knjiga je Mythbuster, mit in legende, kar letijo preč od nje, in prah se razprše in potem jih mi zmešamo v skuto, pa spijemo. Rečeva pol temu, ni to samo za tiste, ki želijo, ne vem, anabolno pridobivati, hipertrofirati in tako naprej, dalč od tega tisti rabijo precej več drugih stvari še zraven, tudi za nas, navadne rekreativce, ki pač želimo ostati kakor toliko zdravi ali pa biti pri optimalno srčno-žilnega zdravja, pa malo se rekreirati, malo laufati, biti na kakšen maraton, smo pravzaprav čist pošten porabnik tudi tega, ne izstopamo, oziroma ni nič navadnega, če bi šel zdaj v neko kuhinjo, nekega pač maratonca, ki bi imel pač sirotkine beljakovine pri roki in izjutraj spil zraven kave. Ja. Absolutno. Tako, pa tudi ne pokvarijo se. Ostali viri beljakovin so zelo občutljivi, pač moraš jih ponavadi shranjevati na hladnem in so relativno hitro pokvarljivi. Tudi če si spečeš zarezek, koliko časa ga v resnici lahko imaš v hladilniku. To ima skoraj večno življenje, ki je vprašeno in dehidrirano. In če samo malo paziš, kaj shranjuješ, ne prija vlaga zraven, ima zelo dolgo roko porabe. Tega ne priporočam, to niste od mene slišali, bog ne daj tega delati, ampak jaz sem jedel že proteini, ki so več kot 1 leto čez rok. Ker je best before date je gor, pač najbolje je porabiti do, ne pomeni, da so v naslednji dan hin. Samo dobra praksa je, da jih ne uporabljaš, da nisi tako smotan, kaj ti jaz. Načeloma se tega ne dela, ampak sem kot primer dajem, da če je nekaj v prahu, je bistveno boljše, pa če brez vode, če je dehidrirano piščanca, sigurno ne boš jedel čez roka, še do roke včasih za nič, mislim, sirotkine beljakovine pa poskuste. Drugače, še kar je tukaj relevantno, to moral po mojem še obdelati. Tudi nimajo nobenih posebnih anabolnih lastnosti v primerjavi z ostalimi viri. Ergo. Tako. Ne boš zdaj, kao tekač ne smem piti tega zaradi tega, ker bom pač preveč mišične mase, pa tudi ne smem imeti. Ne, vse nije. Tudi če hodiš, recimo, da vadiš z bremeni in si prizadevaš za hipertrofijo, je lahko so sirotkine beljakovine eden izmed tvojih virov beljakovin, ampak zaradi tega nisi nič na boljšem, če ti je to priročno super. Če greš raje na zarezek, paš 5 na zarezek, je vse. Na koncu še vedno šteje skupen dnevni vnos, torej koliko beljakovin nekako povprečju na dan poješ, ali poješ zadosti ali ne. In
a si jih nekako, to je pa še onih par procentov ti da zraven, a si jih približno enakomerno razporedil čez dan za te proteinske boluse. In tudi tukaj spet ni več je boljše, ampak ta vnos, ki ga imaš predpisan, če si med 3 pa 4 ajde razdelo, si naredil vse, ne rabiš, ni koristno. Mislim, slabše je, če jih na 10 razdeliš. Je v bistvu nekje med 3 pa 5 naj bi bilo idealno. In je vseeno, a so to sirotkinje beljakovine ali karkoli drugega. Bravo, bravo. Mislim, da so delali. Veliko sem povedala o tem. Evo, marsikateri tekačice, ki tole posluša, pa tudi kdo drug, a ne, si moče kakšen pojem razjasnil. Mislim, da so bilo zelo plastična. Naslednja stvar, seveda, ki jo mora pa tudi obdelati, pa spet se ne bom navezal na knjigo, pa na prehranske dodatke, so napitki z elektroliti, pa s cukrom, pa z vsem ostalim, a ne. Kaj bi ti v tem rekel? Fuel je to od Jim Beama, evo, elektroliti kot taki, vitamini, minerali, te gore naštetih, poleg magnezija, soli, pa natrija, pa še cel kup vitamini od A do K, pa B1, B2, pantotejska kislina. Ja, B6. B vitamini so še noter. Ni da ni, a ne, ni da ni. Čemu je pa to koristno? Je to stvar, ki bi tudi mogla biti sestavni del naše kuhinje? Ne. Zdaj, čemu je koristno, bi se rabili več informacij, da bi ti znal povedati, je sploh čemu koristno. Ko se pogovarjamo generalno o elektrolitih. Najpomembnejši elektrolit, mislim, je tisti, ki ga najbolj zgubljamo in ki je v resnici skoraj edini, ki ga moramo nadomeščati, tudi, ko se potimo. Vsi, mislim, večina nas ima itak previsok vnos natrija. Presoljeni smo v bistvu. Okay. Ja. Veliko soli pojemo, če ne preveč, pa vsaj zadost. Zadost je zelo malo natrija. Če se veliko potiš, sploh recimo, ko je poleti, pa vzdržljivci, veliko natrija zgubijo skozi pot in takrat ga je smiselno nadomeščati. Ker če piješ samo vodo, vsi vemo, kaj se zgodi. Je tako, akutna zastrupitev z vodo, za ovinkom. Hiponatremija je resno stanje. Tako, ja, mislim, to je dejansko stanje, zaradi česar ljudje na maratonih umirajo. Prav. Tako da je pa še ona najbolj neumna strategija, da se nalivaš z vodo in nič natrija ne daješ zraven. In verjetno takrat, ko se res tako ful potiš, ko sredi poletja, razumeš, ko zgubljaš litre in ure, zna biti, da zgubiš še tudi kaj drugega elektrolita. Tukaj je pa še recimo kalij, pa kalcij postane pomemben, pa neke marginalne količine magnezija zgubljaš. Ampak ja, natrij je on, ki ga načeloma hočeš nadomeščati in če boš veliko tekočin in elektrolitov zgubljal preko potu, potem načeloma daješ pač sol lahko noter ali pa natrija, pa najdeš dejansko neko mešanico elektrolitov, kjer je zelo predominanten natrij. In to so ponavadi neke mešanice, ki se oglašujejo kot da so približek potu. Torej, da so modelirane na nekem povprečju. Vsak od nas ima drugačen sestav in tudi prilagajamo se. Recimo, jaz imam eno osebno tako zelo zanimivo izkušnjo, ko sem si to, ker se mi je vtisnila, pa pol, ker sem se naučil te stvari, mi je bilo, točno, zdaj razumem, zakaj je bilo to tako. Na obramboslovju smo imeli pač vojaško prakso, ne? In to pomeni, da med počitnicami, takrat, ko smo končali z obveznostmi na faksu, pač z knjigami, smo pač imeli vojaško usposabljanje. In ti si pač prišel dobesedno tam iz knjig, je bilo v Vipavi, sredi poletja, v uniformo z dolgimi rokavi. Dolgimi, veš, tako pač bil si noter, pa ko si daš stvari nase. In kako in švicaš prve 3 dni, je bila vedno uniforma vsak dan bela. Torej, ko se je posešila, je bila bela, dobesedno strl bi jo lahko, ker je bila cela slana. Ampak po 3 dneh je nehala biti, kljub temu, da smo jedli zelo slano hrano in pač vse je bilo tam ful slano, ker se prilagodi, telo se prilagodi. In na začetku, ko ni vajeno zgubljati tok, pač to daje natrij ven, ampak polk vidi, da ta model očitno zgublja ful tekočin, ne moramo si privoščiti, da še filamo tok natrija noter, ker bomo umrl, začne nekako ščititi te zaloge natrija. Tako da se tudi naš pot se spreminja in neka stvar je, sestava potu, se spreminja, glede na to, iz katerega obdobja prihajaš in verjetno pol poleti, ko začneš ful švicati, se tudi zmanjša količina natrija, ki ga zgubljaš. Če več soliš, če veliko natrija vnašaš, veliko ga zgubljaš. Spet imam anekdoto, ko sem, recimo, da sem rekel kolesar, zagrežen kolesar. Ne maram toliko teka, imam rad kolesarjenje. In recimo, ko začneš tam, ne vem, že februarja, ker si to, recimo, da poleti ne, da si na trenažerju in pol februarja začneš, načeloma takrat se ne potiš ful, ker si vajen vedno dodajati sol pol v vodo noter, se tako malo našopaš natrija. In pol, ko se začne resno poleti in ko začneš ful švicati,
vsaj moj pot je bil tako slan, da ko mi je voda tekla v oči, me je začelo peči. In pol enkrat sem tako, kaj je zdaj to probo, ne? In je bil tako slan pot, da bi lahko juho z njo, po moje, bi lahko juho osolil. Ne. Ampak se pa tudi to spremeni. Tako da, Mislim, težko. zelo zanimivo, da se iz sezone v sezono bi se to spremenilo. Ne, mene so podučili, ko sem začel laufati, da se bo moj pač pot razredčil, v bistvu, kar se soli tiče. Ampak zdaj mi pa ti praviš, da je to lahko ciklično tudi čez sezono, tudi če sem ves čas aktiven. Telo je se prilagaja in veš, odziva se na to, kakšno ima zalogo, kakšen je vnos in od vsega tega je odvisno. Valjda so te neki veliki dejavniki, ki so najbolj vplivni. Zdaj ti, če skozi tečeš, se tudi verjetno po zimi nekaj zgubljaš. Ampak bistveno manj. In ko pride spet poletje, verjetno, sploh še je to, tako če preseka. Ker, ne veš, prejšnji dan, pa zdaj je bilo eno obdobje ful nizke temperature, ker zelo malo sem se potil, pa ker en dan prebije 20, malo ne 30 in ti greš isto na kolo ali pa teč, valjda se boš takrat potil ful bolj in je v bistvu ta velik kontrast je bolj to povzroči. Načeloma, če se spremembe manjše, jih ne opaziš in telo se zna prilagoditi, je pa res, da se ne zna iz danes na jutro. Je tudi mehanizem, ki ga dostkrat izkoristimo, pa to je že neki drugi primeri, so recimo pri akutni izgubi teže, sploh pri borilnih športih, ko to delamo. Ne. Ti daš velik vnos vode noter, temu se reče waterloading, ki tvoja ledvica se skozi 2-3 dni, upravljam 3 dni vnosa prilagodil na full izločanje vode, ne, odvečne tekočine. In po en dan se reče, tak, konc, danes pa več ne. Ampak še zmer ledvice delajo in izločajo tekočino, ne? In pa dosežeš lahko večjo stopnjo dehidracije. Ja. Ampak to je nek specifičen primer, to ni neki kar. Ampak je samo podoben mehanizem, ki ga uporabljamo v ta namen. Za borilne veščine ali pa za fotke, ne za koledar. Ja, recimo, pač ne tega delati pred tekom, ko boš umrl, razumeš. Hočem biti lažji, se bom dehidriral. Ne. No, ker tudi takrat, ko se akutno zgublja teža za vago, ker je važno za kategorijo, ko stopiš z vage, takoj začneš zlivati nazaj vase in soljeno vodo in hidrate in vse to. Ne. Če ne bi tako moral. Ena stvar še mogoče še mit ali pa ne, da imam še neko hidrat plus, šumeče tablete z pač elektroliti, pa magnezijum plus B6, zdaj pa magnezijo eno reče. Zdaj veliko tekačev je prepričanih, ko jih začnejo krči grabiti na 35 km maratona, zdaj pa magnezij šel, zdaj pa treba rabi magnezijev napitek, rabo magnezijev kremo za namazati, magnezijev špric za pošpricati. Je kaj na tem, je res magnezij tisti, ki povzroča krče pri vzdržljivostnih športih, pomanjkanje le tega? No? Verjetno lahko. Pomanjkanje magnezija povzroča krče, samo če je magnezij razlog, da imaš krče, imaš bistveno večje probleme v življenju, kot so mišični krči. Verjetno tudi tvoje življenje je ogroženo. Tako mora biti res nek disbalans po pomanjkanju magnezija, da bi bil magnezij glaven razlog, zakaj imaš ti krče. Verjetno se je fajn preklopiti na neko mašino, da tudi srce se ti ne ustavi. Magnezij ponavadi ni razlog za krče. To sem hotel slišati. Pri športu je, ko te začnejo grabiti krči, je prej razlog neka izčrpanost, pa v bistvu energetska kriza na ravni celice. Ali ti je zmanjkalo hidratov, ali si pač šel čez to, kar trenutno si pripravljen delati. Tako da, če hočeš krčom se izogniti, pa boš verjetno hidrate mogel jesti. To je ponavadi rešitev, ki jo imaš na voljo. Če to ne pomaga, pa si pač sem preveč utrujen. Mišica je utrujena in začne pač se boriti proti temu, da je bo še nadaljeval tisto aktivnost. Če si pri hidratih, imam recharge energy gel v malino, v okusu rubitnice, pa v okusu jabolka, noro. Noter je, mislim, da če sem prav videl, prej sem to prebral z očali, ker ne vidim več toliko majhnega tiska, okrog 30 gramov ogljikovih hidratov, v eni dozi. Zdaj mi ti povej, tudi to spada pod prehranske dodatke v knjigi. Ogljikovi hidrati med vadbo, seveda, kakšno je pa zdaj strokovno mnenje Nenada Kojiča. Ja, rekel si, cukor dodajati med vadbo je kar nujno, če hočeš dalj cajta vaditi, a ne? To je spet zanimivo. Jaz ne vem, kdo je to kategoriziral kot prehransko dopolnilo. Ker tudi med ni prehransko dopolnilo. Ali pa recimo bel cukor in ostale vrste sladkorja, če kupiš v trgovini, ne vem, če imajo to beleženo pod prehransko dopolnilo. Mislim, mogoče obstaja nek kriterij, pa zdaj jaz na pamet govorim. Kako se odločimo, a je nekaj prehransko dopolnilo? Ne vem.
Ampak meni se zdi nesmiselno reči prehransko dopolnilo, nekemu gelu ali pa čemurkoli podobnemu. Tudi v končni fazi tem prahom, ki so pač ogljikovi hidrati v prahu, ki jih dodaš, pomešaš s tekočino. Pa se to ni nič drugega kot neka oblika sladkorja, pa neka veriga sladkorjev, recimo maltodekstrin ali pa kaj takega. Po eni strani najdeš maltodekstrin dodan v enem živilu, ker ga uporabljajo, ker ima pač takšne in takšne tehnološke lastnosti, ali pa za neki ga rabijo. Če ga bom pa jaz kupil v trgovini športno prehrano, je bo prehransko dopolnilo. Absolutno so te stvari, jaz bi rekel, da sploh za vzdržljivce so prioriteta skoraj. Esencialne v bistvu. Pač esencialne so, ker kaj boš jedel, mislim, kaj boš koruzne kosmiče med tekom jedel. Mislim, enkrat sem probal na kolesu en kreker, pa jaz sem se skoraj zadušil. Kaj pa te čokoladke, te, ki jih moraš večiti, pa ti grejo sicer malo za zobe, ampak imajo noter še kakšne okuse, pa majčken maščob, kakšne beljakovinske zadeve, oreške, kaj pa o tem meniš? Nič od tega ne rabiš, med vadbo, v resnici rabiš samo hidrate in bolj čiste hidrate, kot dobiš, boljše je. Vse to bo vplivalo pol na prevzem hidratov, ki jih poješ, čim je neka maščoba zraven, razen, ok, to bi zdaj lahko debatirali, kaj pa se, MCT, ja, veš kao, ne, srednje verižni trigliceridi. Ne, načeloma rabiš hidrate. Hidrati so unike napajajo vse vrste, oziroma, ja, vse vrste intenzivnosti, oziroma cel razpon intenzivnosti telesne aktivnosti, ker na neki točki pač ne moreš več uporabljati maščob. In pa imaš, če ti zmanjka hidratov, imaš izbiro ali počasniš, ali ješ hidrate. Ne? Tako je. In to je nek fiziološki zakon, v resnici, ki ga niti, če dodajaš substance, ne druge, ki ne vem, inhibirajo recimo uporabo hidratov in tako naprej, na neki stopnji več ne moreš porabljati. In če hočeš vzdrževati intenzivnost, rabiš hidrate. Če boste šli teč na 48 ur, pa boste že večer klobase zraven, ampak ja, mislim, veš, ko nekaj delaš toliko časa, se razume, da boš mogel delati to z nižjo, relativno, ne? Pač to, kar je zate relativno neintenzivno. Takrat si lahko privoščiš nekaj maščob, ker jih boš verjetno tudi večji delež porabljal. Recimo, ko greš v hribe, zdaj, če je to nek ni, razumeš, tam, da greš po kolenih gor. Ampak to je stvar, ki jo lahko počneš ure in ure in ure in ure. In pomeni, da je to zate intenzivnost, kjer lahko uporabiš maščobe. Jaz še zmer ne bi nobenem priporočil, da pač je klobase, ker mislim, ni najbolj idealna izbira, če hočeš optimizirati performance, ampak mislim, da je vse v tem kontekstu je vse. Dobro, sva spet prišla na optimalnost, ustreznost, spoštovane, predolga so že, počasi bo zaključila, ampak par stvari na K moraš obdelati v tele knjigi. Sigurno je ena stvar, ki je zelo popularna, zdaj pa se veliko govori o njej, kreatin, ja, kreatin ni nič posebenega, ne, ampak sliši se pa skoraj tako kot, ja. Kreatin v bistvu je ena zelo posebna stvar. Izvoli. Zdaj si me ujel, si hotel zaključiti napačno metodo. Tem odprl, ampak ne leš, vidim, če te lahko brzdam na kreatinu. Ja. Tako je. Kreatin je še ena izmed onih stvari, ki že dolgo časa je izpod radarja in o kateri imamo zelo napačne predstave. Kreatin je recimo, lahko povem, to je zadosti točno, je bolj pomemben od beljakovin, ogljikovih hidratov pa maščob, ok? Noro. Če hočeš karkoli od tega porabljati, moraš najprej imeti zadosti kreatina, ker če ga nimaš, umreš, preden je prvi gram česarkoli lahko sploh uporabljen. Sicer daje vtis, kot da ga ni treba jesti, zaradi tega, ker telo lahko sintetizira svoj kreatin. Pa ne lahko zato, ker slučajno, če ga lahko, ampak zato, ker ga mora. Ker če ga ne more, umre. In ljudje, ki imajo prirojene deficite v sintezi, v teh poteh, za sintezo kreatina, ali umrejo, ali pač imajo zelo hude motnje. Tudi če tega takoj se ne ugotovi, so pol to neke nepovratne spremembe. In so predvsem možganski razvoj in tako naprej je oviran. Kreatin je ena zelo pomembna stvar. In kljub temu, da ni tehnično pravno esencialen, ker nekaj malega tvoje telo lahko proizvede, ne more proizvajati zadosti, da lahko drži optimalne, torej najbolj ugodne zaloge kreatina v vseh tkivih, kjer je kreatin pomemben. In tudi pokazano je zdaj vedno bolj, to pomeni, vedno več podatkov imamo, ker pred 10 leti je bila to hipoteza, zdaj je skoraj že nedvomno, da je manj kot gram kreatina v prehrani je subidealno, suboptimalno, je povezano z kupom takšnih in drugačnih stanj. In nek vnos kreatina, ki je vsaj 1 gram na dan, to je tisti del, ki ga telo, ki manjka, pač, 1 gram še nekako proizvede, recimo večina nas rabi nekje 2 grama.
Kar pomeni, da ostalo moramo In narediti s polovico prehrano. tega je, načeloma telo lahko proizvaja najbolj esencialno zalogo, ki je ono res nujno za preživetje, Okay. in je polovico tega, kar v resnici ti bi rabil, da Mhm. vzdržuješ optimalen status zaloge kreatina v telesu. In rabiš pač nekje tam ponavadi 1 gram je, eni malo manj, pravi, eni malo več. Da lahko pač to vzdržuješ. In manj kot gram je. Če bi me nekdo vprašal, me noben ne vpraša, javno zdravstvene smernice bi mogle imeti tudi referenčne vrednosti za vnos kreatina. Zdaj imamo definitivno že dosti podatkov, da se neko priporočilo poda, vsaj to, da nič ni dobro. Viri kreatina, evo, naravni, sintetični. Mislim, kreatin monohidrat je najboljša stvar. Če razmišljaš o dopolnilu, je kreatin monohidrat. Mhm. Če ga nameravaš zaužiti s prehrano, je meso in ribe, ker je v mišičnem tkivu ga edino zadosti, lahko to predstavlja nek relevanten odmerek zate. Je treba tega kar nekaj pojesti. Ni nemogoče, ta gram komot spraviš noter, ampak več kot to, ker tudi več kot to je pokazano koristno, so pa še neke dodatne koristi, če ješ več kot to. Za večino nekje je tam do 5 gramov, okoli 5 gramov, 3 do 5 gramov, je pokazano, da lahko pol zasiči, se reče, še poveča, ali pa še izboljša status zaloge kreatina. In Se pravi- je to povezano je z boljšimi izidi. Verjetno, zelo verjetno, zaenkrat ne morem več zagotovo, ampak zelo verjetno so tako prezapolnjene, ali pa status kreatina, ki je večji od neke normale, ima zaščiten učinek, torej kardioprotektivni pa nevroprotektivni učinek. Zdaj, v bistvu tudi imamo klinične raziskave, ki kažejo, da ljudje, suplementacija kreatina je pol povezana tudi konkretno recimo z boljšimi izidi na nekih kognitivnih testih, ki merijo sploh spomin in tako naprej. Noro. Kar se tiče performansa, je petek nedvomno, to pa že 20 let vemo. Da skoraj vse vrste performansa, ne samo te, ki so tako najbolj kreatinsko odvisne, tipa dvigovanje uteži in tako, da ti lahko pomaga. Mogoče razen te neke ekstremne vzdržljivostne preizkušnje, ne bodo nujno na športnem rezultatu, ne boste nujno na športnem rezultatu to opazilo. Ampak še zmer so drugi razlogi, zakaj je smiselno dozirati vsaj eno minimalno količino kreatina, ki vemo, da je v bistvu pogojno esencialno, lahko rečemo, da je. Lahko predoziraš recimo s kreatinom. So se ljudje že potrudili, pa jim nekako ni uspelo. Lahko Je tako- Izvoli, ja. Ja, mislim, ne vem, res bi mogel neke bizarne količine tega jemati. Neke akutne raziskave, pa niso tako kratke, ker recimo je bila hipoteza, da ljudje, ki imajo nevrodegenerativna stanja, sploh pri demenci, različnih oblikah demence in tako naprej, pa tudi za Parkinsonovo se je testiralo, pa ALS, pa te Huntingtonovo bolezen in tako, ker vsa ta stanja so povezana z deficitom kreatina, torej je pokazano, da imajo ta tkiva, ki so najbolj pod udarom te degeneracije, da pride tam do izpraznjenih zalog, torej da je nek deficit kreatina v teh celicah, so probali z zelo, zelo velikimi količinami, dnevnimi odmerki, nekako to povrniti, s tem, da enkrat, ko imaš ti bolezenski problem, ne moreš, v resnici so tako zelo slabi rezultati. Ampak to so, veš, 20-gramski odmerki na dan in tako naprej, kar neko obdobje časa. V normalnih pogojih je brez veze jemati, priporočilo je tako, da je najbolj splošno nekje 5 gramov na dan, daleč od tega. Je pa zanimivo zdaj, vem za 2, mogoče jih je več, raziskavi, ki sta pokazali, da pa teh nekje 20 gramov, oziroma mislim, da je 0,35 gramov na kilogram telesne mase, kot akutna doza, je pokazano, da ti lahko pomaga blažiti simptome pomanjkanja spanca. Povem, da če nisi spal en dan prej, recimo, da imaš neko hudo pomanjkanje spanca, je ta stvar povezana z poslabšanim statusom zaloge kreatina v možganih in ti ta neka megadoza lahko pomaga to normalizirati. To je noro. In je pokazan tudi nekak mehanizem, kjer so pomerili prej, oziroma so predvidevali na podlagi metod, ki jih imajo, da ti ljudje imajo zdaj nekak deficit kreatina v možganih, delajo stvari slabše, ker niso spali, in potem so jim dali kreatin in so spet videli, nekako je zdaj to pomagalo normalizirati kreatin v možganih, čeprav možgani proizvajajo svoj kreatin. Ja. Tako, kreatin ne prečka dobro te blood-brain barrier, torej krvne možganske pregrade. Ne? Ampak očitno, če daš toliko kreatina noter, je pa, vso ostalo telo ima, pa možgani lažje to nekako povrnejo. Ampak to je, noben v resnici ne ve. Je pa dejstvo, da so ti ljudje boljše izvajali kognitivne teste. Ultraši, če ste zdržali do semle, pa se ste ultraši, seveda ste, ne? Potem ste zdaj ugotovili, kaj boste zdaj konzumirali na svojih ultra 100 milkah in podobnih, ali mogoče pa kreatin tisto, da vam ne bodo potem kamni postajali živali in podobno, da ne boste več halucinirali, pa da boste po 2 nočeh brez spanja. Morda malo lažje vse skupaj premagali kreatin. Wow.
Spet si nam odprl Nenad Kojić, rekel, eno novo dimenzijo prehrane, ki jo do zdaj nismo poznali. V kreatinu je nekaj tukaj napisano več, si boste še prebrali, tudi protokoli so noter, sam še eno stvar. Seveda sem mu rekel, da bo še kaj zapovedati. Jaz sem rekel, da je napisano. V kreatinu je definitivno v knjigi napisano. Ampak tam na začetku si me vprašal, ne vem, če je to noter ali ne, ali je bilo predtem so začela snemati, kaj je zdaj s podcastom, ne? V kateri obliki je zdaj? To sem te hotel za konec vprašati in evo, mislim, to je naravno zaključiš. Sem rekel, da verjetno ne bo pač v obliki podcasta, kot so bili ljudje vajeni, in da bo v roku enega meseca nekaj se bo zgodilo, ki bo spet nosilo ime Znanost dobrega počutja. In s unim kreatinom si glik zadev nekako. To jaz sem se pred časom odločil, da bom nosil to zastavico kreatina najprej in da je kreatin hrib, na katerem sem pripravljen umreti. In za vse, ki vas zanima, vse v kreatinu, vse, kar vemo zdaj na tej točki, dajte ostati priklopljeni, ker bo naslednja pojava Znanosti dobrega počutja bo obarvana kreatinsko. Torej, pogovarjali se bomo samo o vsem, kar je kreatin. Mislim, kakšen teaser za naslednjo epizodo podcasta Znanost dobrega počutja, ki bo kot naravno nadaljevanje podcasta. Gre za epizoda 248, kjer smo govorili o knjigi Optimalna prehrana. Čestitke tudi za izvrsten izbor fotografij. Da teksta sploh ne omenjam, Nenad Kojić, kot Kojić, kot kreatin, sej. Ne vem, vidiš. Niste dvomali. Zdaj se bomo spremenili, Nenad Kreatin, to je to. Gremo. Nenad Kreatin, zdaj novi handle na Instagramu, na X-u, pa na Zdaj grem spremenjati. Človek, ki ste ga poznali, potem imenom Nenad Kojić, se vrača kot Kreatin. Nenad, kje se da dobiti tole knjigo, ki ste jo tako izvrstno vrgli skupaj, preden poide, še to povej za zaključek. Najboljše, najhitreje boste po moje, mogoče imajo še kje v knjigarni, pokaj bi mogla biti v knjigarni, pa pozab knjigarno, na spletni trgovini Fitness Zveze in tam lahko uporabite kodo, od kateregakoli od nas 4 avtorjev, je vedno ime in FZS. Je ona koda, ki vam prinese vedno isto znižanje, je 15%. Tako da, moja koda je Nenad FZS. Ja, za ostale morate pa najprej knjigo odpreti, oziroma da vidite njihova imena, Ampak ste preleni, da bi to naredili, tako da Nenad si je zdaj dvignil prodajo. Nenad Kojić, bilo mi je izjemno veselen čas, da si se pojavil v tem podcastu. Koliko idej in koliko tem bi lahko še odprla, pa mislim, da jih še bova, ker bo še kaj povedal na to temo, morda, tudi na kakšen drug način, tudi to imam še nekaj idej, tako da za danes hvala, mislim, da si razburkal. Tudi nam tekačem par mitov si uvrgel, to je bilo super, verjamem, da se še vidimo. Koliko je največ daljša razdalja, ki si jo pretekel v življenju? Ne vem. To bi lahko edin za kolesarjenje. Povej, da s čem še na stravo gledati. Povej, priznaj, na stravi si tudi imel tekaške. Na stravi teka nisem nikoli, ponavadi pozabim zabeležiti. Po moje 10 km največ ampak to ni največ ko sem pretekel. Ni pa zdaj to, definitivno ni, maratona nisem še pretekel, mogoče polovičko. Sem pa neke sorte maraton zabeležil na kolesu, je bilo 306 km. A ste videli? Šel sem enkrat iz Ljubljane na Balaton. Na Balatonu bo v kratkem spet ultrabalaton tek okrog, ampak do tja je dlje kot 212 km, kar je okrog, in to je Nenad Kojić prekolesaru. Mislim, pa ste mislili, da imate opravka z nekim gym retom, delč od tega. Zna guliti tudi kolesarski sedež. Izvrstno. Nenad, naslednje. Vse mi je bilo in vse veš mu rekel. V mojem urniku je vedno prostora zade. Še se bova videla. Tudi upam, da uživo prej, kot takole. Pozdravi ekipo, hasta la vista. Hvala, ajde. Hvala, čau.